Doma ravno vozim novi CHR. Pride test zelo kmalu, no me je pa Toyota povabila na še eno premiero CHR. Vem, izgledate v bistvu enako, celo barva je enaka, ampak je razlika v tistem napisu tamle zadaj, PHEV. Doma namreč vozim samo polnilni hibrid, tale pa priključni, kar pomeni, da ga lahko polnim tudi jaz. K nam še ni prišel, bo pa kmalu, ker se marca začne že prodaja po Evropi. No in zanimivo je, vsaj za Toyoto, da je bil glavni razvojni inženir ves čas razvoja tukaj, v Evropi. This vehicle is developed for European customer. And as a Toyota Motor Europe, we have all the functions, such as not only R&D, but also the production engineering, manufacturing, sales, marketing, finance, purchasing, and so on. So as a one team, we could develop this vehicle. It's quite convenient. If I was working in Japan, but sometimes maybe I need to come to make a judgment together, but it's quite difficult to frequently come. So I think it's quite good to proceed as a one team. Yeah. For plug-in hybrid, we set the more higher target for everything. For example, the light comfort and also the handling and so on. And we develop the platform itself for this plug-in hybrid to install the big battery. The battery size is quite different and the layout is completely different. The hybrid, the battery is located the rear seat, under the rear seat, but for this plug-in hybrid is located under floor. So that normally, in case heavy weight, the inertia become very heavy, so it makes anyway heavy feeling. But we made a lot of effort to tune the suspension and also to realize good rigidity of the body and so on. Yeah. S tem, da je bil glavni inženir ves čas razvoja v Evropi, želijo v bistvu poudariti, da je avto namenjen Evropejcem in zato se tudi pelje tako, kot si mi najbolj zahtevni vozniki na svetu dejansko želimo. No in zato ima v bistvu tudi priključni hibrid kakšno prednost ali pa dve pred samopolnilnima. Prva prednost je recimo lahko ta, da ima ta več moči. Klasični hibrid z 2-litrskim motorjem v nosu ima 145 kW moči, kar je 197 konjičkov in to je dovolj za pospešek do 107,9 sekunde. Ja, je kar hiter, no tale ima pa 223 konjičkov, ker je elektromotor še toliko močnejši. Tukaj je pogon lahko samo spredaj in takole v suhem je tale zelo hiter. Doma, ko v času testa ves čas pada dež in je cesta spolzka, bi bil pri izpeljevanju tisti najbrž hitrejši, ker ima 4-kolesni pogon, no v suhem pa tale nuca do 100 samo 7,4 sekunde, ker vem, da vas je to neskončno zanimalo. Druga prednost je lahko ta, da se tukaj lahko na elektriko peljete v bistvu vsak dan, če nimate seveda blazno dolgih dnevnih poti in ste pridni pri polnjenju. Baterija ima namreč neto 13,6 kWh, kar ni malo, v bistvu tale pogon identičen tistemu v Priusu in Veleto pravi celo, da je povprečna poraba bencina na 100 km samo okrog 1 liter. Ne pozabiti, da se CHR tudi po izpraznjenju baterije še naprej obnaša kot navaden hibrid in posledično pri tem zmore prevoziti veliko na elektriko. No in zdaj, ko imam kar nekaj džusa še v bateriji, lahko povem, da sem po uri in pol vožnje 85% časa vozil samo na elektriko. Tretja prednost je prednost samo, če so vam všeč majhni prtljažniki. No, v bistvu niti ni prednost, ampak priključni hibrid ima 15% manjši prtljažnik. Je pa res, da CHR ne boste izbrali zaradi prostora. Samo pogledajte, kako atraktiven je za pogledati in ta oblika nekaj davka seveda vzame. Hočem reči, notranji prostor ni prioriteta in je podrejen obliki in če hočete več prostora, potem pogledajte proti Corolla Cross. Tistega ima več. Je pa res, da s Corolla Cross ne boste taki frajeri kot pa s tem. Sam povem. Notri so seveda vse različice enake, zato lahko povem enako, kot bom v testu. Tale notranjost je res dobro sestavljena, pregledna, veliko je fizičnih stikal in pač vse štima. Zato v tem dosti čekanja. Mi je pa totalno všeč, da po karakterju tole ni spet en dolgočasen hibrid, ki cilja samo na ekologijo in je v bistvu namenjen tistim, ki ste se že sprijaznili, da v življenju ne boste peljali nobenega zanimivega avta več. A si predstavljate, da bi CHR izgledal tako, kot dejansko izgleda, peljal bi se pa kot kakšna zofa na kolesih. No, jaz tudi ne, ker je zapeljati zelo cool in zelo dinamičen. Prava bombica je, ki malo porabi, res dobro izgleda, fajn gre, pa še v ovinkih je super.
in je v bistvu prav škoda, da moram nazaj do hotela v Marseju, pa potem domov.